Pozdravljeni! O McLarenu in dvojni stopalki za zavore sem že spregovoril v mnogih prispevkih. A danes je čas, da si bomo pogledali, kako je ta ideja nastala, kako pravzaprav je delovala, kakšne prednosti je prinašala in kako se je vse skupaj končalo. Zgodba o drugi stopalki za zavoro v ekipi McLaren se je začela nekako pojavljati v javnosti nekje poleti leta 1997. Namreč fotografi na dirkah so opazili nekaj čudnega. Namreč zavore na zadnji osi so bile žareče takrat, ko ne bi smeli biti, prednje pa lepo črne. In trajalo je kar nekaj časa, da so ugotovili, zakaj. Namreč na veliki nagradi Luksemburga sta oba bolida ekipe McLaren odstopila in eden izmed fotografov se je lahko približal tistemu bolidu parkiranemu ob progi, dal svoj aparat v kokpit ter posnel, kar se je skrivalo v notranjosti. In ko je videl slike, je bilo takoj vse jasno. Bolid Mike Häkkinena takrat je imel dve stopalki za zavoro. In seveda, da bi razumeli, zakaj je pravzaprav šlo, se moramo vrniti še za leto nazaj. Tam nekje leta 1996 Steve Nichols pride do genialne ideje. Kaj, če bi uporabili ločen sistem za zaviranje, kateri bi pomagal pri vožnji skozi ovinek? Namreč tako Mika Häkkinen kot David Coulthard sta se pritoževala nad understeerjem njihovega McLarena. In Steve Nichols je dal nalogo Paddyju Lowu, naj dobi neko rešitev, kako bi lahko to izvedli, čeprav je imel že on sam v osnovi genialno idejo. Namreč na testiranju v Silverstonu so vzeli iz rezervnih delov iz skladišča glavni cilinder za zavore, ga dali v bolid Mika Häkkinena, dodali stopalko, novo cev do zadnje čeljusti. Pri bolidu Davida Coultharda to je bilo takrat neizvedljivo, kajti David Coulthard je še zmeraj rabil sklopko na tisti tretji stopalki, to se pravi nožno sklopko, nekaj, kar Mika Häkkinen ni uporabljal, in David Coulthard je takrat zaviral še zmeraj z desnico in ne z levico kot Mika. A dovolj je bilo nekaj krogov s tem malce improviziranim sistemom, da so ugotovili, da je bolid pol sekunde hitrejši na krog. Tudi Adrian Newey takrat pri McLarenu je bil presenečen nad enostavnostjo in učinkovitostjo sistema, kajti videl je druge potencialne rešitve. S tem sistemom je lahko druge nastavitve napravil tako, da je bil na drugih delih proge bolid hitrejši. In zakaj je pravzaprav šlo? Ko je bolid šel v ovinek, je voznik stopil na tisto sredinsko stopalko, tisto glavno, katera je zavirala na vseh štirih kolesih, znižal hitrost do določene meje, nato zavil, prestavil nogo z tiste glavne stopalke na tisto, recimo temu stransko, zaviral samo na enem zadnjem kolesu in tako zvozil cel ovinek. Da bi bolje razumeli, je potrebno, da dam tu nek primer. Namreč jasno je, da bolid, ko gre skozi ovinek s tistim notranjim parom koles, prevozi krajšo pot kot s tistim zunanjim parom. In zamislite si, da ste v trgovskem centru, kjer ste vzeli nakupovalni voziček. Ta je dokaj podoben bolidu Formule 1. Ima prednji par koleščk, katere se obračajo, jih ima 4 totalno, ima zadnji pogon, nas in mnogi imajo celo en sedež. A pustimo sedaj to. Verjetno se je komu zgodilo, da je vzel voziček, kateri ni bil pravzaprav izpraven, katerega eno izmed zadnjih koles se ni vrtelo z lahkoto, malce je zaviralo. In verjetno ste opazili, da tak voziček naravnost ni in ni hotel iti, temveč je silil v ovinek. In podoben princip je bil tu pri McLarenu. Ko je dosegel tisto hitrost, je praktično zavrl eno kolo izmed zadnjih in tako pomagal, da je speljal ovinek. Izjemno ostro, brez težav, z understeerjem in tako naprej.
Seveda, ko so enkrat ugotovili to zadevo novinarji, je vsakemu postala jasna, kajti videli smo, da je enostavna. In kot ste razumeli, takrat je delovala ali na levi ali na desni strani. Pred začetkom velike nagrade so v boksih izbrali, na katero stran bodo pripeli. In seveda leta 1997 še ni povzročila takega razburjenja, kajti McLaren ni bil v ne vem kako veliki formi, zmagali so zadnjo dirko, to še ni bil alarmni zvonec. Alarmni zvonec je zazvonil naslednje leto. Že na prvi dirki oba McLarena daleč pred vso konkurenco in kar naenkrat so začele deževati pritožbe. Najbolj glasni so bili pri Ferrariju, kjer so trdili, da s tem sistemom praktično ima McLaren namesto samo na prednji osi krmiljenje na obeh oseh, kar je pa prepovedano s pravilnikom. In za čuda pri FIA so spremenili mnenje, tisto, kar je bilo še leto poprej skladno s pravilnikom, po prvi dirki leta 1998 je postalo nelegalno. A to ni spremenilo dejstva. Mika Hakkinen in McLaren sta bila oba svetovna prvaka v tisti sezoni. Kar je pa bolj zanimivo, je to, da mnoge manjše ekipe, na primer Prost, so se pritoževale, koliko bi jih stal razvoj takega sistema. Tehniki pri McLarenu so se v bistvu samo nasmehnili, kajti poleg ideje so vložili v tisti prvi prototip rezervne dele, katere so imeli na zalogi, in to jih je stalo približno 50 funtov v takratnem denarju. Lahko bi danes preračunali tam nekje med 70 in 100 evri, če celo upoštevamo kako inflacijo. V glavnem malenkost za svet Formule 1. In ta sistem se je ohranil pri McLarenu. Prišel je nazaj v uporabo pri cestnih njihovih superšportnih avtomobilih. Najprej pri McLarenu MP4 pomišljaj 12C, kateri se imenuje kot ta bolid, ki ga je imel, in še na mnogih drugih. Toliko o tem zanimivem sistemu, o katerem je dosti govora, in upam, da ga sedaj vsi malce bolje poznamo. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.